pozdrav. Na današnji seji Komisije za nadzor varnosti in obveščevalnih služb smo se seveda ukvarjali z vprašanjem varnosti v Sloveniji in pa za slovenske državljanke in državljane tudi na potovanjih v tujini v luči zadnjega terorističnega napada v Berlinu in pa poziva ISIS, da naj napadajo njeni borci v Evropi predbožična srečanja, predbožične sejme, skratka predbožične prireditve, kar je prvi tovrsten, prav izrazito versko obarvan poziv na napade doslej. To je tudi bistvena sprememba od minulih let in dejstvo, da se je en žal uspešen napad, tragedija v Berlinu zgodil, da pa so bili 4 do zdaj že pravočasno preprečeni in torej je ta odziv še kako močan. Pri teh spečih celicah nas mora vse upravičeno skrbeti. Iz tega razloga smo danes preučili situacijo. Policija nas je seznanila z dodatnimi ukrepi, ki jih izvaja in jih bo izvajala povsod, kjer bo prišlo do večjega zbiranja ljudi v tem obdobju, skratka v predbožičnem času, pa kasneje tudi v prednovoletnem obdobju. Vlada zaenkrat vztraja pri stopnji ogroženosti za Slovenijo, da je nizka. Smo se pa vsi strinjali, da je dejstvo, da je na poziv ISIS-a tokrat prišlo kar v 5 primerih že doslej do odziva pri posameznikih, ki delujejo kot nekateri temu sicer še vedno rečejo samostojni, ampak dejansko pa očitno speče celice, ki jih aktivira en tak poziv iz tujine. To pa je nekaj, kar je tudi za policiste in pa za tajne službe izjemno hud varnostni izziv. Kajti to je veliko težje preprečiti, kot pa recimo neko izrazito hierarhično organiziranost, kjer ljudje stalno med seboj komunicirajo in prej ali slej v komunikaciji seveda pride do tega, da se lahko to prestreže in izsledi. Taki posamezniki, ki pa mirujejo in jih potem nek poziv ob morda spletu nekih drugih objektivnih ali posebnih okoliščin pripelje do skrajnih terorističnih dejanj, pa so stalen vir nevarnosti, ki je tudi mnogo širši, ki ni omejen na eno območje. Spomnil bi, da je ISIS med cilje, poleg držav, glavnih držav Zahodne Evrope, že pred približno letom dni uvrstil tudi Višegrajsko skupino in hkrati z njo tudi Slovenijo. Skratka, razlogov za previdnost je dovolj. Policija sicer ukrepe izvaja in jih bo še izvajala in jih namerava tudi ustrezno zaostrovati. Doma in pa v tujini pa gre preprosto za tisto, da stvari pogledamo z realnimi očmi, da nas ne gre čisto uspavati, ni pa nobenega razloga za kakšno paniko. Samo treba imeti odprte oči in zdrav razum in se zavedati, da Božiček prihaja s sanmi in ne s velikim šleperjem.